Kulinarično popotovanje v Skaručno, kjer je doma klub gurmanov, je izobraževalni dogodek, kjer v ospredju ni prehranjevanje, pač pa interaktivno druženje. Gre za samosvojo gostilno, brez pretirane dekoracije, z domačim vzdušjem, retro kuhinjo in recepti iz časa naših babic. Tu se oživlja tradicionalne slovenske jedi in zapostavljene kulinarične običaje, kot na primer praznik kolin. Slednje so v nekem obdobju že izginjale iz našega vsakdanjika, danes pa znova dobivajo primat na jedilnih listih. Tukaj se ljudje naučijo, pa vidijo, kako se to dela včasih. Na najbolj naraven način narediti klobaso, pečenico, krvavico, da vidijo jetra, kako se naredijo takoj po kolinah. Žuramo, se zabavamo, kuhamo, probavamo, se pogovarjamo o hrani, jemo 20 ali več različnih vrst hrane, ne samo 2, 3, 4 fertik. Kulinarika in prednost lokalno pridelanih sestavin bo v prihodnjih letih zagotovo eden glavnih turističnih produktov Slovenije. Ljudje pač izbiramo destinacijo glede na ponudbo hrane. In kulinarika že dolgo ni samo prehranjevanje, postaja družabni dogodek in gurmansko eksperimentiranje z elementarnimi okusi. Čas je mama učila hčerko in tako se je prenašalo. In jaz imam občutek, da se je to eno ali pa 2 generacije nekako prekinila. In jaz mislim, da bi mogli to spet nekako da to ne sme priti v pozabo in da bi se mogli hčerke mogoče bolj zanimati, kaj mama kuha. Slovenija še ni tako globalizirana, da imamo še zmer majhne kmete, ki imajo dobro zelenjavo, dober meso, ta pravo moko na kamen mleto. Slovenija bo naslednja velika kulinarična destinacija. Takšni dogodki napovedujejo konec molekularni kuhinji in minimalizmu porisanih krožnikov. Tu se briše meja med osebjem in gosti. Obisk restavracij se tako spreminja v kulinarične počitnice. Danes gostje, po vzoru Toskane in Provence, svoj obrok sestavljajo v družbi vrhunskih kuharjev in tako sami postajajo del zgodbe. In to je tudi prihodnji izziv slovenske kulinarike kot turističnega produkta. Kulinarika daje okus pokrajini, še bolj pa ljudem. Postaja zelo osebna in očitno so mimo časi, ko je štela samo visoka kuhinja. Danes se nazaj vračajo prvinski okusi in vse tisto, kar nas vrača nazaj v čas otroštva. Tujci, ki hodijo k meni, za katere delam jaz, so najbolj navdušeni nad tem, kar naredimo mi. Na preprost način. Mi ne moramo kopirati Francozov, Italijanov. Ne kopirajo oni nas. Mi imamo vrhunsko kulinariko. Sam produkt jo ne znamo. Hrana je erotika, če jo znamo pravilno konzumirati. Če jo znamo pravilno ob pravem momentu tudi jaz, v pravem vzdušju, v pravem kozarcu oziroma iz pravega krožnika, s pravim priborom. Jaz mislim, da je čas, da zgineva v klet. Peva.